Ta čas v letu je, ko vam jaz končno spet pokažem moje knjige. Oh my god, kako exciting! Začela bom pri revijah, ki jih trenutno berem. Letos nimam toliko velike knjižne police, zaradi tega, ker smo se pač kar smo se selila in še v bistvu nimamo dejansko knjižne police. In sem v bistvu jaz glede moje knjižne police dost začela znova. Vse moje knjige, ki sem jih pustila doma, pri mami imam pač tam mojo knjižnico, teda tukaj jih nimam toliko veliko, teda bom v bistvu glih zaradi tega šla malo bolj v detajle glede vsake knjige, pa to bo bolj zdaj kao video, kaj bom brala v decembru, oziroma kaj bo pač so naslednje knjige, ki jih bom brala, ne bo toliko dejansko cela moja knjižna polica. Začela bom pa z revijami, ker sem rekla, nimam toliko veliko, pa da vam pokažem, kje revije trenutno berem. Zdaj, jaz sem največji fan te revije, Žepnjaka, Rasman zbiram jih drugače. Tole je že 10. del, mislim, da enkrat na mesec pridejo ven in imam dejansko vse od prve do zadnje, ki so prehajale, ker kakor sem rekla, pač to je šele številka 10. Te so full cute in dejansko so pač ta format, da so majhne pa mačka bolj kvalitetne. And I love that. Potem imam History, ga še vedno berem, to je po moja najljubša revija ever, ker mi je pač res zabavno, pač res obožujem zgodovino in obožujem to revijo. Potem imam National Geographic, pač tudi rada berem, pač ker je dosti podobno kot History, samo da pač je bolj, ti so res za vsako temo ful bolj samo za eno temo. Ta je The History of Witchcraft, kar pač mene ful zanima. Pol imam Empire, še film, Total Film sem imela, sem ga tokrat niso imeli mladinski, tako da imam samo Empire to. Ja, ponavadi so pač ful zanimivi novi filmi, ki bojo prišli in meni je ta revija pač the best, ker pač obžujem filme in potem zvem, kjer filmi bojo prišli ven, pa pač malo detajlov from behind the scenes, kar je tudi vedno ful cool. To revijo, for some reason, ne vem, zluštalo se mi je nekaj še o tehnologiji brati, tako da sem vzela še tale Mac format. Ne vem, vsak mesec se mi zdi, da neke nove revije najdem, ki me zanimajo, pa pač to berem. Jaz ful rada berem in ful imam rada revije. Jaz sem obsedena z revijami, okej? To je zaenkrat to, pa še nekaj bi mogel biti Kozmos, ne vem, kam sem ga dala. Zdaj pa, knjiga, ki jo trenutno berem, je Adelinina senca. To ste... Zdaj je bila pač z mano v Bruslu in je malo utrpela poškodbe. Ful ste me sprašali na Instagramu, kako se mi zdi. Jaz sem zdaj že tukaj nekaj prebrala, tako da je dejansko kazalo vam padlo. Not bad. V glavnem, mene je bila zanimiva, je 18+, tako sem že rekla in tak, dost fakt, iskreno. Veš, kaj je taka zgodba, ki pač ne moreš relatati z njo in mi je to ful zanimivo. Pa ful je dark, ne vem, kaj naj še rečem. Lepa mi je bila, zaradi tega sem jo kupila in zdaj mi je všeč. Jo priporočam. Pa tudi napisana je dosti v redu, mislim. Mogoče je pač te spicy parts, ki so v slovenščini, so cringe, ampak dober, ni toliko slabo. Zdaj pa ostale knjige, ki jih imam tukaj, so pa itak. Edina kolekcija knjig, ki sem jo prinesla zraven, zato da sem pač začela knjige, da sem jih pač dala gor na polico, je bila moja Sherlock Holmes kolekcija, ker to je po moje ena kolekcija knjig, ki sem najbolj ponosna na njo. Ampak nimam vseh. Čakaj, kjer imam vse? Mislim, da prvi del imam doma, da jih jaz tole zložim. Aha, jaz imam 2, 3, 5, 6 pa 9. Tako da, če imate ostale, let me know, pa če ste pripravljeni mi jih pač prodati, ker bi jih ful z veseljem kupila, zato da lahko imam pač the whole entire collection. That would be so good, ker mislim, da jih nimajo več v mladinski knjigi. And I'm so sad about that. Pa pol zraven sem še vzela tole Sherlock na delo, ki pa so to kao neke miselne igre. To je v bistvu Stuart Ross. Nisem je prebrala, ampak pač, ker je Sherlock, sem jo vzela. Preverite svoje sposobnosti logičnega sklepanja v primerjavi z najslavnejšim detektivom na svetu. Pač imaš nek primer in pa na koncu ni rešitve, ampak ti dejansko piše takle pač kao rešitev na strani bla 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 in potem pogledaš, če si ugotovil. Te ostale so pa pač dejansko the original Arthur Conan Doyle, original Sherlock Holmes zgodbe, ki so pač moje najljubše zgodbe ever, ker sem full huge fan Sherlocka Holmesa. Zdaj pa one knjige, ki pa sem jih v bistvu že zadnjič pokazala v onem videu, pa bom danes še mečkam bolj govorila o njih. Pač imam tole, moram pa prinesti še ostale moje Sherlocke, ker imam še druge mange. Tiste so based na BBC Sherlock series. Tisto je pač Benedict Cumberbatch, to je bil pa drugač anime, ki sem ga tudi gledala, mislim, da tek 2 dela, ampak jaz ful ne gledam anime. Ne vem, nikoli me ne potegne to noter. Mogoče bi mogla, sploh zaradi tega, ker je pač Moriarty, mogoče me bo ta noter bolj potegnala, če si dejansko za en cajt, pa ker sem probala meni. Ne vem, mene anime, ne vem, nikoli me ne bo potegnala.
I'm sorry, ampak ja, Moriarty. Zdaj pa te 3. Te so pa v bistvu serija knjig, tako sem že rekla, sta še 2. Tale je v bistvu based na Aladinu in je v bistvu glavni karakter je punca Jasmin, ki od enega najbogatejših ljudi na svetu. Potem njen fotor zboli in njegova zadnja želja je, da se bi njegova hči poročila z moškim, ki ga on izbere. Ampak ona si izbrala že nekoga drugega in znotraj tudi Julian, ki pa predvidevam, da je kao Jafar, probably, ker je pač si želi postati najbolj most powerful man in the world in bla bla bla. Tako da ta je based na Aladinu. Potem je Hooked, ta je zelo obvious, ta je pač Captain Hook in je pač glavni karakter je James. Potem je pa še Peter in Peter ima hčero, ki mu je ime Wendy. Need I explain more? In potem mislim, da se James pa Wendy se zaljubita. In je dark. In je so weird in freaky. Tam me ful zanimivo. To imam jaz v bistvu že na Kindlu nekaj cajta, ampak zdaj, ko sem videla pa še fizično, sem rekla, moram še fizično imeti. Teda, to mi bo ful zanimivo. Aha, pa tule spodaj so še kere druge sta še. Scarred je v bistvu based na Lion King oziroma Levi kralj, pa še Wretched, se pa ne spomnim, na kjermu Disney istorijo je based, ampak vse so v bistvu nekako Disneya. Še zadnja, ki sem jaz kupila, je pa Cross, ta je pa Father Said Frederick, ki je kaj je že ime? Notre-Damski zvonar, Hunchback of Notre Dame, Desire, neki bla bla bla. In potem je v bistvu on duhovnik, oziroma pač je a holy man. In potem se on zaljubi, predvidevam, da v Esmeraldo. In to je v bistvu že tutuji. And temptation is a devastating mistress. She's his weakness, so he decides he'll be her demise, even if it means killing the only woman he might ever love. Zelo zanimivo, v glavnem. Teda to so te 3. Bom pa si definitivno kupila še une 2, če mi bojo te 3 všeč. Te sem hotela sam pač kao v kolekciji, ker se obožujem karkoli, ki je Disney, pa da je malo twisted, pač da neki novega. Tudi imam celo kolekcijo unih knjig, ki so neki Disney mal drugač, neki na on način, tako What If recimo. What If Anna and Elsa were never sisters. Pač na to foro, da je pač mal drugač. Mislim, da tiste so dejansko od Disney, te so pa vseeno majčkeno spremenjene, da niso čistili. Vzela sem Jane Austen, to sem tudi že rekla. Družinska prijateljica povabi Catherine, dekle povprečne lepote in pameti, na počitnice v Bath. Tam Catherine spozna Henryja Tilneya in njegovo sestro Eleanor, ki jo povabita naj obišče na družinskem posestvu imenovanem Northangerska opatija. Catherine obožuje gotske romane, zato je njena domišljija v starodavni zgradbi riše grozljiva dejanja. Resnično življenje pa ji postreže z ugotovitvijo, da so dobri prijatelji mnogokrat le navidezni in da hinavščina nima meja. Ful mi je zanimivo, pa edina je bila dejansko Jane Austen, ker je bila na sejmu, tako da sem jo pač vzela in hočem brati Jane Austen. Tudi imam verjetno že par knjig od Jane Austen na Kindlu, pa si nikoli nisem spravila. Zdaj sem spet v mojem era, ko bolj berem fizične knjige, for some reason. Tako na vsake toliko cajta malo zamenjam. Vzela sem zadnjič še tole Nemočna. Ta je pa le izjemni sodijo v kraljestvo Ilja. Elitneži imajo že več desetletij moči, s katerimi jih je obdarila kuga, medtem ko so tisti, ki so se rodili kot običajneži, samo običajni. Že dolgo tega so bili izgnani iz kraljestva Ilja in odrinjeni iz družbe. Tega se nihče ne zaveda bolje kot Payden. Fantasy books are fun, ok? Ampak ta imena. Običajnica, ki se izdaja za jasnovitko, da bi se zlila z elitneži. Ko nevede reši Kaja Azarja, Slay, ime mu je Kaj, enega od princev kraljestva, je izbrana za sodelovanje v preizkušnjah v čast čistke, okrutnemu tekmovanju, na katerem elitneži razkazujejo moči. Če ne bodo ubile preizkušnje in nasprotniki na njih, jo bo princ, če bo odkril, kaj Payden je. Popolnoma običajna. Čustev, ki jih goji do njega, se ni pripravljena priznati, čeprav se iskrice krešejo z obeh strani. So, I think this one might be spicy as well, ampak nisem ziher. Po moje, ja. Teda, tam je tudi bila všeč zaradi teh platnic. Na TikToku sem jo videla. In moti me, da je to nalepka gor. Pač, zakaj ne more to biti nalepka? Ladaš dol? Zakaj mi mora zdaj pisati, da sem jo najdla na TikToku? Like, zdaj imam pa te 2 od Marvela. Tale je What If Loki Was Worthy. In je v bistvu, oh god, tega ne bom vsega brala, ampak je pač What if Loki saved Asgard from Tony Stark's revenge? Sounds intriguing. Bo ful zanimivo. Sploh ker Loki je eden izmed mojih favorite karakterjev v Marvel Universe in tudi as a Norse god je eden izmed mojih najljubših. Bolj imam pa še tole, ki je What if Wanda Maximoff and Peter Parker were siblings? Kar mi je tako najbolj random ideja ever. What if Wanda didn't have to suffer her grief alone? So many worlds, so little time. Infinite possibilities creating infinite reality. Niti ne vem, kako ima to logiko, ampak
Ok, to je tako uno. What if Anna and Elsa were never sisters? Like, how do you write a story about that? They have to be sisters, zato da story deluje. Bom poročala, ko bom te knjige dejansko prebrala. Imam pa še eno knjigo, ki imam že v bistvu še od prej, ki sem jo pač prinesla zraven, ker je bila pač dost nova, pa se jo prespravljam zdaj brati. Pa Sijanje od Stephena Kinga, ki je v bistvu The Shining, ki je eden izmed mojih najljubših horror filmov, pač obožujem ta film. Pa enkrat sem že poslušala audiobook od te knjige, ampak me ni toliko noter potegnala, ker ne maram audio knjig. Jaz imam raje, da berem dejansko. Lahko poslušam audio knjigo, če je biografija, ali pa če ne vem, je neka ona self-help book ali neki, ampak da je dejansko zgodba, pa ful ne morem poslušati, pač dejansko se ne morem skoncentrirati. Ja, Stephena Kinga imam rada, pač dejansko so mi fajn njegove knjige. So lih prav horror. Zdaj pa še zadnja knjiga, ki sem jo pa zdaj kupila v Bruslu, je pa tale, ki mi je zadnjič dejansko ena napisala tale komentar glede knjige in me res ful že zanima, kakva je. Pa v bistvu jaz to razumem, da je nek mystery, pa zelo je zanimiva, ker noter pač ni navadna, ampak so tako pač slikice ima, ok? Pa neka pisma, pa ne vem kaj vse. It's gonna be interesting. In se ful veselim to knjigo prebrati. V bistvu, everything casts a shadow, even the world we live in. Veš, ta knjiga, ko sem jo videla, nisem imela velike izbire, ker niso imeli veliko angleških knjig, ampak pa sem videla to in mi je tak nekako padla v oči. In v bistvu priznam, da sem jo kupila, predvsem zato, ker mi je bila platnica lepa. Za na konc imam pa sam še Janov Witcher Collection. Jaz sem zbirala moje Witcher knjige, imam jih doma 4, mislim da. Nisem imela jih naprej in zdaj je kind of stupid, da jih kupim, ker jih ima itak Jan, tako da jih imam v bistvu, kar je njegovo je moje, kar je moje. Tako da imamo v bistvu vse Witcher knjige. That's great. Zdaj dobimo še ta zadnjo v slovenščini. Bomo dobila od Mladinske knjige, zdaj je že 6, da 2 še bota. Pa iskreno jaz sem prebrala sem prvo. Ampak so mi, ne vem, ker je vibe. To pa še z Janom zraven, to moraš imeti. To so, mislim, da vse knjige za letos. Letos jih res nimam toliko veliko, ker sem rekla, sem se pač glih selila. Ampak ko mi čakam, da moja kolekcija spet malo zraste, pa da prenesem. Pač verjetno zdaj to tako delala, da bom ene knjige, ki sem jih že prebrala, jih bom nesla nazaj k mami domov, pa nove prenesla, zato imela tako, da hodim v knjižnico, da grem domov po nove knjige. Also ful bi rada spet v knjižnico hodila, tako malo več. Ampak pol nimam več cajta toliko stvari brati, tako jaz bi vse brala, jaz bi skozi brala. Pa prijo nove igrice ven, tako zdaj je Infinity Nikki. Nič se še nisem dala sedla, zaradi tega, ker moram uno knjigo prebrati. Ja, pa itak, ker moram vlog izdelati. V glavnem, to je to za tale video. Dajte mi dal spodaj v komentarjih napisati, kere knjige pa vi trenutno berete, kere teh knjig, ki jih imam jaz, ste mogoče že prebrali, kere knjige mi še priporočate, da jih kupim pa preberem, bla bla bla, razpišite se dal spodaj v komentarjih. Pa ja, to je to. Upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil, dajte en like, da spodaj se naročite na moj kanal, followajte me še na Instagramu pa na TikToku, kakor sem rekla, komentirajte kaj. Tako da, hvala, da ste gledali, lepo se imejte in veliko se smete. Čau!